Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Moram vam povedati, da sem včeraj, že mnogokrat in tudi včeraj, v svojo hvaležnico zvečer zapisala, da sem hvaležna, ker s pomočjo oddaje Klepet ob kavi spoznavam toliko zanimivih ljudi, takšnih, ki imajo v svojem življenju misijo. No, ena izmed njih pa je pravzaprav tudi Metka Pal, ki je napisala tole knjigo Zaključevanje prodajnih pogajanj. In kaj mi je bilo najbolj všeč, že tukaj lahko vidite na zadnji strani, njeno poslanstvo je namreč ustvariti novo prodajno kulturo v Sloveniji, kjer bo prodaja kot poklic strani strank dobila priznanje, ki si ga zasluži. Prodajniki bodo pa dobili ustrezno znanje, ker roko na srce nihče od nas nima rad, ko nas pokličejo oziroma ko nas nadlegujejo in nam z neko agresijo hočejo eno stvar prodati samo zato, da dobijo evro v žep. No, in mi smo se seveda odločili, da vam tole znanje tudi podamo. Metka Pal je tista, ki bo danes govorila o kar nekaj napakah in seveda tudi o rešitvah. Živimo nažalost v času, ko si vsak mora sam ustvariti delovno mesto. Ni več takih navad, da bi se zaposlil v enem podjetju in tam preživel v naslednjih 40-50 let do upokojitve. Ja, vemo, da je drugače. Samostojnih podjetnikov v Sloveniji je vedno več, tako da je potreba po znanju, kako prodajati s srcem in kot človek, ne zgolj nek robot, je še nad vse pomembno. V svoji družbi torej pozdravljam avtorico Metka, najlepša hvala za odziv. Evo, kar izvoli sesti. Zdaj, nekaj sva že govorili, nekaj sva že klepetali in tudi vse posnetke si lahko pogledate na YouTube kanalu, verjamem, da vas bodo zanimali. In zdaj sva govorili tudi že kar nekaj o napakah, če povzameva, kaj je bilo tisto. Ja, pogovarjali smo se v bistvu o tem, da se naši prodajniki zelo dobro pripravijo iz tiste svoje snovi, iz tistega, kar prodajajo. In potem so seveda na posameznem prodajnem razgovoru zelo fokusirani na to, kaj bo naslednja stvar, ki jo bodo povedali. In ugotovili sva, da je edina stvar, ki stranko zanima, pravzaprav stranka sama. In zdaj prodajnik, ker je pripravljen samo iz svoje snovi, seveda pride in potem zadevo predstavi in stranka posluša ali pa ne posluša. In potem, ko stranka vpraša, kakšna je cena, potem prodajnik ceno pove in stranka pravi, da je predrago. In od tu naprej se med njima začne pravzaprav borba. Ker je ena taka bitka, se mi zdi, ne? Ampak na koncu pa drugega pravzaprav sploh ne poslušata. Ja, že zadnjič so ugotavljali, da se pogovarjata v bistvu dva robota, zatopljena v svoje misli. In tukaj smo pravzaprav pri prvi napaki prodajnika, ki jo lahko naredi. Jaz ne bi želela, da to zdaj izzveni, da sva malo ostri do prodajnikov. Prodajniki so zelo dobri ljudje in v bistvu to, o čemer se midva danes pogovarjava, je ena taka mala pomoč. To je kot takrat, ko delaš kakšne telovadne vaje ali karkoli, pa ti nekdo pokaže, kako pravilno delati trebušnjake, da bo efekt boljši. In ena taka prva napaka je, da pravzaprav naš prodajnik stranke ne posluša. Prodajnik je mogoče videti zelo vljuden in takrat, ko stranka govori vljudno, je tiho in jo gleda, ampak v bistvu je zatopljen v neke svoje misli in razmišlja, kaj bo naslednji korak, ki ga bo naredil. S čim jo bo prepričal, da bo kupila? Tako je. Ne poslušajo pa zaradi tega, ker pravzaprav ne ve, kaj bi moral slišati. In ugotavljali sva že, da bi moral slišati, kdaj stranka govori o problemu in kdaj stranka navaja svoje strahove. In samo na ti dve stvari bi v bistvu moral odreagirati in potem z vprašanjem pogovor peljati naprej. Rekli sva, da takrat, ko stranka govori o svojih problemih, takrat je treba ta problem malo povečati. Da stranko res, ne bom rekla, da jo boli, ampak da začuti, da si želi ta problem rešiti. Takrat, ko pa stranka govori o strahovih, takrat je pa ta strah treba odstraniti. In če tega prodajnik ne loči in če tega ne sliši, potem včasih zmanjka materiala, o čemer bi govoril, in potem se zateče k tistemu, kar najbolj obvlada, prezentacija svojega izdelka.
Spet nazaj k osnovam, ne? Tako. Tudi sama sem imela, glih prejšnji teden sem imela izkušnjo, prišla sem v eno trgovino, kjer imajo take stvari, ki mene recimo zanimajo, in prodajalka je recimo rekla, še dobro nisem stopila v trgovino, dober dan, lahko kaj pomagam? Ne, hvala. Seveda, saj sem šele noter prišla. In potem gledam malo stvari, ok, v redu, grem nazaj, grem domov, raziskujem ene stvari, vidim, to si želim in ugotovim, da prodajajo v tej trgovini, recimo. Če bi me poprašala kaj več, bi lahko dejansko svoj problem rešila tam in tudi našla stvar. In oni bi posledično tudi tam prodali stvari. Ampak, kot smo rekli, tukaj ni tisto. In če torej obnoviva, pogledava torej problem številka 1. Kot je povedala Metka Pal in kot se seveda tudi nahaja v knjigi Zaključevanje prodajnih pogajanj, problem številka 1 ne posluša stranke, ker ne ve, kaj bi moral slišati, zato se o stranki ne informira dovolj. Zdaj pa vprašanje, a moramo imeti mi kakšen scenarij? Ne vem, kakšen ga gledaš, se ti zdi, da je vse skupaj zelo preprosto. Pa je res? V bistvu je prodaja ena taka fina umetnost. Tako kot v umetnosti, kot v glasbi, kot v dramski umetnosti, tudi pri prodaji delamo z ljudmi. In ljudje so zelo senzibilni, zelo občutljivi na tisto, kaj slišijo, kaj jim je všeč, kaj jim ni všeč. In takrat, ko mi gledamo kakšnega vrhunskega umetnika, takrat se nam zdi, da je vse tisto, kar počne, zelo lahkotno. Če pa se mi poskusimo tega lotiti, potem pa vidimo, da je en kup nekih malenkosti, finez, ki jih moramo obvladati pri plesu, od drže telesa do tega, kako imaš pokrčene mišice, kako se držiš. Torej, cel kup nekih stvari, ki jih mora umetnik obvladati do potankosti, da je potem cela produkcija takšna, kot je. In tudi pri prodaji, če mi gledamo enega dobrega prodajnika, potem imamo občutek, kot da se sproščeno pogovarja s stranko. In naša prodaja bi v bistvu morala izgledati na ta način. Sproščen pogovor s stranko, jaz sem v svoji knjigi en tak prodajni razgovor tudi opisala, mislim, da pri prodaji avtomobilov. In v bistvu, če znamo stranko pravilno voditi, jo pravilno poslušati, pravilno odreagirati na tisto, kar nam stranka pove, ona kompletno delo, celo delo opravi sama od sebe. Če jo pravilno vodimo, potem stranka sama pride do tega, da želi kupiti. Zanimivo. No, tole o avtu se spomnim. Sicer zdaj ne najdem, ampak dejansko se spomnim in tudi kako si opazovala, ko si šla sama v nakup avtomobila. Ja, ravno ta primer sem opisala. Tako da se mi zdi super. No, tukaj sem ravno kar naletela, preden greva na naslednji problem. Na prodajnem razgovoru govori prodajnik 20% in stranka 80% časa. Tako je to. To je tako, ampak zakaj se dogaja, da je v praksi ravno obratno? Naš prodajnik govori 80% časa zaradi tega, ker nima strategije. In takrat, ko nastane tišina, prodajnik govori tisto, kar ima pač v sebi, govori o svojem izdelku. Če bi prodajnik imel strategijo, potem bi točno vedel, na kateri točki prodajnega razgovora se stranko nahajata in kaj je naslednje, kar mora narediti. Ali mora dobiti eno soglasje, ali mora postaviti eno vprašanje. In potem se ne zgodijo tisti trenutki mučne tišine. Ker vsakokrat, ko nastopi tišina, našega prodajnika postane strah. In takrat postane nervozen in začne še hitreje govoriti. In potem se samo zapleta in zapleta in na koncu pride do rezultata, da stranka reče, bom še premislila. Se pravi, če se vrnemo na ta prvi problem, napako, torej razlikovati problem in pa potem strah. A sva lahko konkretni? Se lahko greva igrco? Lahko. Jaz kupujem nepremičnino. V redu. Stanovanje. Moj problem je, pravzaprav nimam problema. Kako bova zdaj to naredili? Če kupujete nepremičnino, je verjetno nek razlog, da jo stranka kupuje ravno v tem trenutku. Ja. Včasih mi prodajniki pravijo, ja, njen problem kupuje, gre za menjavo, recimo dvosobnega stanovanja za trosobno stanovanje, ker se je družina povečala za dodatnega družinskega člana. In potem mi včasih kakšni zastopniki pravijo, ja, strankin problem je to, da rabi večje stanovanje.
Ampak zakaj rabi večje stanovanje? Zato, ker je to premehno. Kaj je tisto, kar njo vsak dan žuli? Zdaj imajo dvosobno stanovanje, kjer verjetno mamica spi z dojenčkom, očka spi z drugim otročkom, pride babica in je nimajo kam dati, ali pa spita dva otroka skupaj, pa ta mali hodi v prvi razred, dojenček po noči joka. Se pravi, tisto, kar stranko žuli, so tiste vsakdanje situacije, v katerih se ona ne počuti dobro. In zdaj, če mi znamo pravilno peljati, nam bo to zaupala. In ta problem potem mi lahko uporabimo takrat, ko odpravljamo njene strahove. Ker če ji vsakokrat, ko ona navede en strah, zakaj pa ne bi kupila ali zakaj pa ne bi naredila te spremembe v življenju, in lahko rečemo, da jo sicer razumemo, ampak ta trenutek je bolj pomembno, da bodo po noči imeli mir. Ne? To je tisti pravi problem. Mi zelo velikokrat se prodajnik zadovolji z nekim površinskim problemom, ampak vedno je treba iti malenkost globje. V vsakdanje življenje. V vsakdanje življenje in takrat se stranka pravzaprav odpre in nam pove, kaj je pravzaprav tista težava. Ok, zanimivo, na kaj vse je pravzaprav treba sploh pomisliti. Ja, na zelo veliko stvari je treba pomisliti, ravno na take malenkosti. In ravno tukaj se nam pojavlja tista druga napaka, ki jo običajno prodajniki naredijo. In sicer to, da preveč oziroma napačno, slabo sprašujejo. Tukaj pa že napaka številka 2, preveč oziroma premalo sprašujejo. Ja, zdaj večina prodajnikov je že kdaj bila na kakšnem izobraževanju in dostikrat v glavnem vejo, da obstaja več tipov vprašanj, obstaja odprta vprašanja. To so tista, ko mora stranka razmisliti o tem, kar bo odgovorila, in obstajajo zaprta vprašanja, kjer je odgovor da ali ne. Jaz ne priporočam niti eno, niti drugo. Odprto vprašanje je vprašanje, ki stranko spravi v zadrego, če nima takoj pripravljenega odgovora. Pri zaprtem vprašanju pa prehitro tvegamo, da dobimo kakšen ne. In zato jaz tudi v knjigi svetujem in imam kar nekaj primerov, da je zelo dobra tehnika tako imenovanih ali vprašanj. Ali? Da stranko postavimo pred dve alternativi. Tu ne rabi kaj dosti razmišljati in če ji mi ponudimo pravzaprav rešitev, ali jo zanima to, ali jo zanima to, potem se stranki zdi najin razgovor kot ena igra. Odloča se med A in med B in je vse dosti bolj lahkotno. In ta ali vprašanja so v bistvu taka lijakasta vprašanja, s katerimi mi stranko malo analiziramo, diagnosticiramo, da pridemo do tega, kar pravzaprav potrebuje. Zanimivo. Se mi zdi, da prodajnik je na nek način tudi terapeut oziroma svetovalec, ker itak večina od nas sploh ne ve, kva bi radi. In verjetno raziskujemo tudi sebe skupaj s prodajnikom. Prav to bi morala biti naloga prodajnika. Da stranko pripelje do tega, da stranka na koncu natančno ve, kaj želi. In da tisto, kar želi, potem tudi kupi. Soglasja. Vsak želi nekomu nekaj prodati, rešiti njegovo težavo, kakorkoli pač že, išče potem neka soglasja. To se velikokrat se mi zdi, da ok, v redu, z mano boš pretežko našel stvari, na takšen način. Kako je zdaj pri teh soglasjih? Jih iskati ali ne? Kako? Mi se veliko raje pogovarjamo z ljudmi, s katerimi o veliko stvareh soglašamo. Iste ptice letijo skupaj? Iste ptice letijo skupaj. Iste ptice se, bom rekla, rade čivkajo skupaj. In takrat, ko ima naša stranka občutek, da se pogovarja z nekom, ki ga razume, ali pa z nekom, ki mu govori stvari, ki so mu blizu, ki se mu zdijo realne, takrat se stranka sprosti in se tudi odpre. To je tako, kot ko fantje osvajajo dekleta. Včeraj sem gledala eno oddajo in tam je bil en nasvet, da preden gre osvajati eno dekle, naj se pozanima, kaj je všeč, kaj jo zanima. In potem je pač ta gospod rekel, in potem se moraš delati, da tudi tebe zanimajo iste stvari. Jaz pravim, da je pri prodaji to treba delati iskreno. Ni se treba pretvarjati, ampak dejstvo je, da če stranko spoznamo in vidimo, kaj je tisto, kar ji je blizu, potem se pač moramo z njo o tem pogovarjati, ker nič drugo jo ne bo zanimalo. Rekli smo, da stranko zanima ona sama.
In na podoben način, torej tako kot nastaja prijateljstvo, tako kot nastajajo poznanstva, tako se približamo tudi stranki. In več stvari, o katerih se bova strinjala, o katerih bova imela soglasje, bolj bosta kupec in stranka realna drug drugemu in stranka bo pripravljena veliko več skomunicirati. In skozi to komunikacijo bo naš prodajalec spet dobil en kup informacij in spet bo dovolj materijala za to, da bo stranko peljal v tisto smer, da bo stranka pač svojo željo si izpolnila. To soglasje je zelo pomembno in pomembno je tudi zaradi tega, ker sva že zadnjič dejali, da je osnovno pravilo nikoli vprašati, preden ne dobiš vsaj enega soglasja. No in zato, da mi lahko pridobivamo soglasja, moramo pa vnaprej imeti pripravljen material, torej scenarij, določene stavke, to je tako kot pri politikih, če jih poslušaš, imajo oni zelo veliko enih takih stavkov, s katerimi zelo veliko ljudi lahko soglaša. In tudi prodajnik mora imeti pripravljene neke stavke, to niso neki robotski stavki in v vsaki branži so drugačni, ampak mora vedeti, o čem bo govoril. Ker mora vedeti, da vse, kar pove, nečemu služi. Nekam ga bo pripeljalo. Ali bo dobil soglasje, ali bo stranko pripeljal do tega, da bo začela govoriti o problemu, ali jo bo pripeljal do tega, da bo povedala nek svoj strah. Se pravi, zelo zavestno mora prodajnik delati na prodajnem razgovoru. Z enim zavedanjem. Ne kar tako bom improviziral, ampak vse, kar pove in vse, kar sliši, ima svoj namen in bo nekam ta pogovor peljalo. Zanimivo. Tukaj te rada poslušam, ravno zaradi tega, ker zanimivo mi je to, kako opisuješ to komunikacijo, ki je v bistvu res ena taka izmenjava energije. To so ljudje, s katerimi smo mi v stiku in ko to opisuješ, se mi zdi, da res se začuti, da ko greš nekaj kupiti, ne greš kar nekaj kupiti, ampak je to izmenjava energije, je kakor da bi šel k terapeutu, on ti pomaga in to vse je moglo biti tako biti, no se tukaj smo pa potem, da bi rada naredila renovacijo prodajne kulture v Sloveniji. Zdaj pa še en problem recimo, ki ga jaz dostikrat vidim. Potrošnik itak hoče najboljš pa največ kupiti za čim manj denarja, medtem ko prodajnik bi rad pa dejansko čim manj prodal, za čim več denarja. Je tako en križ-kraž vse naredi. Kako to zdaj gre čez? To je eno tako stereotipno prepričanje. Jaz mislim, da se midve pogovarjava tudi o enih takih napačnih podatkih, ki jih imamo mi v svojih glavah. Ugotavljali sva že, da danes ni problem, da bi mi imeli premalo informacij, ampak da vemo preveč stvari, ki ni nujno, da so take, kot jih mi poznamo, ali pa da je to res, kar mi pravzaprav vemo. No in en tak stereotip je ta igra Tom in Jerry med prodajalcem in med kupcem. Če prodajalec gleda na kupca kot na en plen, kot na nekoga, ki mu mora čim več prodati ali pa čim dražje prodati, potem to kupec čuti. Energija. Če pa se začne s kupcem pogovarjati na en drug način, da ne ustvarja enega nasprotnika na drugi strani, s katerim slej ko prej potem pride do borbe, ampak se začneta pogovarjati in skupaj ugotovita, kaj je strankin problem in v bistvu skupaj gledata ta problem in potem ga stranka reši. In potem ga želi rešiti. In potem stranka sama vpraša, a mi lahko pomagaš pri tem? Kaj mi pa ti predlagaš? Kako naj to rešiva? Torej, pri vsaki komunikaciji, pri vsakem sobivanju ni, po mojem mnenju, toliko pomembno, da si midva zreva nasproti, ampak je zelo pomembno, da gledava v isto smer. V isto smer. In tudi pri prodaji je dosti bolj pomembno, da midva gledava v isto smer. Da gledava problem takrat, ko ga imava pred sabo, da gledava strah takrat, ko ga imava pred sabo in potem rešitev, eno svetlo prihodnost. Odlično. Takrat, ko je, zagovorim, kupec prodajnik. In potem prodajo ni trpljenje, ampak užitek. In počutiš se koristno na koncu dneva, kot prodajnik in kot potrošnik. In kar je najbolj pomembno,
stranka te doživlja kot koristnega. In to doživljanje nekoga kot koristnega je dolgoročno. Naslednjič, ko bo želela nekaj kupiti ali pa ko bo imela nek problem, bo spet prišla k istemu prodajniku. Zanimivo. Najlepša hvala, Metka, za vse, kar si predala danes. In takole, Metka Pal je bila v naši družbi in skupaj z vami in z oddajo Klepet ob kavi, torej spreminjamo prodajno kulturo v Sloveniji, da se bomo zavedali tega dejanja, ki ni površinsko, ampak je, kot ste videli, skupaj v eno smer. Naj vam bo svet lep!